Mogoče še par besed o tem razdiralnem jeziku oziroma šakaljem jeziku. Kako se je ta jezik razvil? Zdaj, ene razlage so, da se je to zgodilo v zadnje 10.000 letih človeškega razvoja. Predvsem pa zaradi tega, ker se je v preteklosti plemstvo in organizirana vojska v bistvu so za namene učvrščevanja svojega položaja so začeli v bistvu graditi in uporabljati neki jezik, ki jih je začel postavljati nad ostale, nad ljudstvo, nad kmete. In iz tega se je potem postopoma začel razvijati ta jezik, ki je nam v bistvu zelo domač, ki nam je zelo poznan, ki ga uporabljamo v bistvu praktično vsakodnevno v svojih osebnih odnosih, v podjetjih, v organizacijah, v politiki. In ta jezik, še enkrat, če ponovim, vsebuje diagnosticiranje, se pravi, ko jaz nekomu dajem neke nalepke, mu rečem, mater, ti si neumen, ti si zabit, ti si len, ti si nesposoben, ti si za v bolnico. Se pravi, razne diagnoze postavljam drugim ljudem, spet kakšna tragika jezika, ki ga uporabljam za namen česa, kaj si jaz želim, kako se jaz počutim, ko nekomu nekaj takega rečem, kaj takrat zares rabim. Okrivljanje, ti si kriv, ti si me razjezil, zaradi tebe se je cel projekt sfižil, ti si vse zajebal, skratka, cel kup spet nekega jezika okrivljanja in obtoževanja. Kaj se spet dogaja? Ko nekoga okrivljam, kaj se v mojem organizmu dogaja? Kaj za Boga se v mojem organizmu dogaja? Mogoče čutim bolečino, frustracijo, kaj si želim? Cel projekt si zafrknil, vsega si ti kriv. Čutim mogoče kaj? Razočaranje. Zakaj? Ker mi je pomembno učinkovitost, ker mi je pomembno sodelovanje. Kako lahko konstantno se učim prevajati ta razdiralni jezik, ki ga poznamo, v jezik življenja, v jezik občutkov in potreb? Kako se ga lahko naučim prevajati, ko komuniciram, kako se ga lahko naučim prevajati, ko poslušam drugo osebo? Kaznovanje. Če ne bo poročilo dano do torka, sledijo sankcije. Če ne boš napisal domače naloge, ne dobiš telefona. In tako naprej, in tako naprej. Ko se postavljam v pozicijo nadmoči na drugo osebo, a lahko mogoče tudi na kakšen drugačen način to skomuniciram. Raje, kot da skušam drugega kaznovati, govorim o tem, kar mi je pomembno in vabim aktivno drugo osebo k temu, da mi prisluhne s tem, kar mi je pomembno v odnosu. Da ne govorimo o grožnjah, prelaganju odgovornosti na druge osebe. To se tudi dogaja. Zanimiv primer prelaganja odgovornosti v drugi svetovni vojni, ko so tisti oficiri samo izvajali ukaze, samo opravljali svojo službo in so pobijali na tisoče oziroma 10.000, 100.000 ljudi. V smislu, jaz samo opravljam svojo dolžnost. Ker se dogaja tudi danes še v mnogih podjetjih, v mnogih krogih, organizacijah. Nekdo samo opravlja svojo dolžnost, on ni nič kriv, prelagam odgovornost na druge, ne prevzemam odgovornosti za svoje dejanja. In pa postavljanje zahtev. Se pravi, to so vse elementi razdiralnega jezika. Ne pravim spet, da je s tem jezikom karkoli narobe, ne pravim, da je to, nič ni s tem narobe. Samo mogoče eno povabilo je k preopraševanju, a me ta jezik podpira, ko jaz uporabljam ta jezik v svojih odnosih, a me to dejansko podpira? A dejansko to podpira, kar si želim ustvarjati v svojih osebnih, poslovnih odnosih, političnih odnosih? A je to dejansko podporno, če jaz uporabljam ta jezik? In dostikrat uporabljamo v bistvu kombinacijo tega jezika. Nekoga okriviš, obtožiš, mu postaviš zahtevo, grožnjo in še diagnozo mu daš. Mater, si zabit, niti enega poročila ne znaš dati. Mislim, kaj je s tabo? Mislim, če ne boš tega oddal do torka, mislim, tam so vrata, da sem razumel. In to nam je dostikrat zelo nekaj naravnega, to smo zelo naučeni, zelo se nam zdi to normalno, nekaj takega. Sploh, nekaj vsakdanjega. To smo bili v bistvu vzgojeni in naučeni.